Pozdravljeni, sem Aljaž Barlič in danes je z mano v studiu kuharski mojster Lojze Čop. Lojze, pozdravljeni v studiu. Pozdravljeni vsem gledalcem in pa seveda tudi tebi. Hvala. Midva sva se pred oddajo zmenila, da se bova tikala. Ja, seveda. Bolj po domač. Ja. Pa greva kar direkt noter v to. Kuharski mojster v Zagorju, to je že malo redkost. Ja. Ampak odkje je pa prišla ta ljubezen do kuhanja, a bi opisali mogoče našim gledalcem svojo kuharsko pot? Pa tako je bilo, no, pri nas se je malo mešalo. Mešal se je posel, zato ker imeli smo dva sklopa, se pravi, eno je bilo gostinstvo, drugo je bilo pa prevozništvo. Ne. In ja, veliko časa sem preživel tudi v kuhinji, pri babic. Po drugi strani sem se pa dosti družil tudi s fanti, zato ker so bili tovornjaki doma in je bilo treba to podmazati, oprati, pri mehanikih velikrat in tako naprej. Tako da oboje me nekako veselili. Nisem se mogel čisto odločiti, kako pa kaj. Starejša sestra rekla: Lojzi, nimaš kaj razmišljati, prav, lej, če boš šraufu, zjebel te bo, črn boš jemo za nohtem, pa še lačen boš, rekla, 5 za kuharja, ti bo ziher lažji. Tako da takrat je pač padla, težko se odločiš v 8. razred, ne veš niti sam sabo, kaj, kako boš. Jemu sem pa srečo, da sem v svojem življenju tekom odraščanja prvo sem imel dobro podporo od odzadij, od družine in pa od babice in pa se pravi tudi krasne kuharje sem srečeval, ki niso mogoče bazirali samo na tem, da bom samo, ker sem zdaj vajen tam čistil pa tako naprej. Seveda, to je del vsega, da se naučiš biti dober kuhar, da veš, kako postopki stečejo, tudi vedeti moraš, koliko časa se kuhna pometa, pomiva in tako naprej in da lahko potem nadaljuješ. Ampak hkrati sem imel pa vpogled tudi v kuharske postopke in pa, ko so videli, da imam interes, so me pri tem še spodbujali, mi dali možnost, da v tem napredujem. Predvsem so bili pa pripravljeni tudi kakšno stvar takšno probati, ki ni bila mogoče takrat čisto tradicionalna in tako naprej. Ok, zdaj, omenil si, da si kuhal tudi v drugih restauracijah, da si imel te druge kuharske mojstre, ko so te učili. Bi mogoče izpostavil, kire posebej, jih naštel mogoče? Pa moj mentor je bil Jernej Podpečan. On je zdaj šef kuhinje v Marini Portorož. Začel sem pa pri Štormanu, se pravi, Štorman je bil takrat nekako tudi na višku, v Trbovljah se je odprla v Gradiču restauracija, približevala se je praksa se pravi, v šoli je bilo treba prakso opraviti in sem se takrat pozanimal in sem prosil, če lahko prijem na prakso. Ko so videli, da spremljam, da imam svoje delo narejeno, ampak hkrati sem želel pri štedilniku čim več časa preživeti, zato da sem videl, kaj delajo, kako poteka celotna stvar. In pa imel sem navado, se pravi, vedno, ko so prišle posodice, ponvice in to v pomivalnico, ker kot vajen seveda večinoma časa preživiš na čiščenju, sem vedno prst noter dal, pa sem probaval, omake so me zanimale, teksture so me zanimale, potem pa hkrati pa nazaj k štedilniku hoditi in pa videti, kako se priprava od začetka začne. In od tam, se pravi, je bil en krasen štart. Potem sem imel tudi to srečo, da sem bil povabljen na Brdo pri Kranju in so me povabili, se pravi, za nabor za mladinsko kuharsko reprezentanco. Bilo nas je po moje, da tam enih 40 najbolj perspektivnih dijakov v gostinstvu in prišel sem v ožji izbor in potem tudi v reprezentanco 6 fantov. In takrat se je pa tudi malo bolj začelo, kar se tiče razmišljanja o teksturah, o barvah na krožniku, o samih gramaturah, v pravilnem razporejanju, se pravi mesa, ogljikovih hidratov in vseh ostalih stvari, ki so na krožniku in tudi same oblike krožnikov, časovnica priprave, različni obdelovalni postopki in tako naprej, ker na vsakem tekmovanju več kot si postopkov kuharskih uporabil, ali je bilo to dimljenje, dušenje, kuhanje na pari, paniranje, cvrenje in tako naprej, več točk si dobil. In takrat sem tudi spoznal materiale, ki jih pač kot kmečki fant nisem nikoli videl. Seveda na Brdo pri Kranju, ko sem prišel v hladilnico, že samo motovilca je bilo 3 vrste, pa si mislil, pa zakaj ne? Vidiš tartufe, vidiš kavijar, vidiš ostale stvari, ki jih nikoli nisem prej uporabljal. Sem bil kmečki fant, koline doma, tiste stvari, ki so rasle okrog nas. In to vedel pa sem vedno, recimo, kaj želim z nekim okusom doseči.
To je bilo to. Samo še treba je bilo dobro spremljati in pa pogruntati, kako do tega pridete. Okay. Zdaj, bil si tudi najmlajši kuharski mojster v Sloveniji. Ja, res je. Okay. Mogoče malo na hitro. Takole, Kako je prišlo do tega? Vedno sem si želel več študirati. Se pravi, ali Bled ali Portorož, nekako vedno sem imel željo, da bi še to doživel. Nisem mi čisto izteklo po načrtih, doma je bilo vedno in vedno več dela. Že ko sem v srednjo šolo hodil, sem ogromno mogel delati, pomagati in tako naprej. In potem sem se odločil, ok, bom se zaposlil doma in bom ob delu še to ustvaril. Zelo hmalo sem kuhinjo doma prevzel. In mojstrske izpite greš lahko delati, če imaš določena leta izkušenj, se pravi z vodenjem gostinskega obrata, tudi da si nek mentor svojim zaposlenim ali pa vajencem in tako naprej. In zato sem lahko zelo hmalo šel delati te mojstrske izpite na višjo šolo v Maribor. In hkrati sem imel pa tudi zaledje te kuharske reprezentance, ki sem vedel, kaj nekako pričakujejo na mojstrskih izpitih, tako da sem lahko pomagal še s svojim kolegom, stanovskim kolegom, ki so bili dosti starejši od mene. Poprečno so bili 40 do 50 let stari in mogoče so že bili malo ven iz tega ali pa so imeli neke klasične kuhinje priučene, ki niso vsebovale teh elementov, kar so jih potrebovali, in zelo dobro sem se ujel in krasne prijatelje, oziroma jaz rečem vedno sošolce imam, ki smo delali skupaj mojstrske izpite in vedno si pomagamo, kadarkoli, kjer kaj rabi, ali na svet, ali pa pomoč v kuhinji. Okay. In koliko si bil točno star? 23 let. 23 let. Ja, ko sem postal kuharski mojster. Včasih je to tudi težko dopovedati, ne, ker rečejo, ko vprašajo, pa si kuharski mojster, pa pravim, ja, ne, sam to ni čisto tako, kar je recimo šov, ne, da rečeš master šef, ne, oni si kar predstavljajo, ampak tisti instant zadeva, redki, ki nastopajo na oddajah, dejansko znajo to pretvoriti potem v realno življenje v kuhinjah. Nekaj drugega je, so izzivi, priprave, kuharski recepti, ki jih imaš tam, ali pa ogledi video že prej in to potem narediš, ali pa če to res preneseš v svojo gostilno in s tem živiš, delaš, hkrati osrečuješ ljudi, predvsem pa pripravljaš neko dobro hrano. Zdaj, ker si mogoče glih omenil, kak mnenje o teh MasterChef oddajah? Pa tako, mislim, da je zelo dobro, ker se izpostavlja naš poklic. Poklic je bil dolga leta zanemarjen. Velikokrat so rekli, če ne boš druga, boš kuhar, ne. Če se ne boš znal učiti ali pa kukarkoli. Danes ni več tako, ne. Če hočeš biti dober kuhar, moraš ogromno znanja imeti, vlagaš noter tiste dneve, ki so ljudem najbolj pomembni, ne. So to prazniki, nova leta, ponoč, nedelje, sobote in tako naprej, ko so ljudje radi prosti. In res moraš živeti s tem, moraš uživati v teh stvareh, ampak ni lepšega zadovoljstva, kakor to, da pripraviš dobro hrano. Hkrati pa je včasih tudi ljudje nimajo mogoče čisto predstave, no, kaj pomeni ena oddaja, kaj pa pomeni realno življenje v kuhinji. Je pa res, da saj prikaže to, koliko je dela v ozadju, ker velikokrat si samo predstavljaš, da se usedeš in bo hrana, ker pojavlja se. Če pa ti vidiš, koliko časa to nekaj vzame, koliko je ene priprave, da je nek krožnik lep, da so sestavine kakovostne, potem mogoče tudi bolj ceniš in pa ljudje, se pravi, tudi časi so rata velikokrat slikajo zdaj, ne. Objavlja se dosti na družbenih medijih in prvo kot prvo pri meni hrana mora biti dobra. To je tisto, kar k čemu strmim, ampak znam pa s svojim znanjem to nadgraditi, da je krožnik tudi lep. No. Se strinjam, sem že videl in probal, tako da lahko rečem, da je res. Zdaj, vaša restauracija, hiša domačih okusov Prčop, ni samo restauracija, imate še nekatere druge stvari zraven, če se ne motim? Pri nas je kot neko posestvo, vse skupaj, no, to je, pri nas je kmetije, približno 10 hektarjev, 5 od tega je travnikov in pa sadovnjakov. Zraven pa ponujamo, se pravi, gostilno, ki smo jo naredili, imamo noter še prostore pošte,
ker drugače bi jo takrat v krajih izgubili, tako ker je pač zdaj neka navada po Sloveniji, da manjši kraji so se nekako, so neka podjetja prevzela poštni del noter. Veliko mi je pomenilo takrat, ko sem začel, ker bil sem čist brez denarja in kakorkoli sem že razmišljal, sem rekel, ok, gospa bo prišla na pošto in nek otroček si bo neko kinder jajčko kupil, gospod bo mogoče prišel na en špricer pa na pivo na drugo stran. Je bilo en del tega, se pravi, prinašanje denarja v podjetje. Hkrati še vedno vzdržujemo, smo še eni redkih, ki imamo še vedno svojo trgovino, čeprav v hribih. Vemo, kakšne so navade domačinov po 30-35 letih te manjše trgovine, tako da še vedno imamo osnovne stvari, da ni treba krajanom vedno se nekam peljati v dolino in tako naprej. In pa hkrati je še prodaja mojih domačih izdelkov, katere pripravljamo. Glamping je tudi ena stvar, ki jo ponujamo, se pravi sobe in pa hišice v sadovnjaku, hkrati pa še piknik prostor. Cateringi so še zraven zelo močni, delamo večje dogodke, nekako inventarja svojega imamo za približno 3000 ljudi postrežiti. To pomeni, da imamo in kuhinjo, ki jo lahko naložimo na tovornjak, do pribora, do krožnikov, prtov, svoje kombije za razvoz in pa potem tudi možnost ekipe, da to vse skupaj izvede. Super, to je velik projekt, ogromna organizacija. Ne? Ja, ampak tu gre počasi. Vedno smo ves denar, ki smo ga zaslužili, smo vlagali nazaj v podjetje. Hkrati smo pa s tem tudi rasli, ampak ko večje projekte prevzemaš, tudi večja je odgovornost, večje so skrbi, več je ljudi, več stvari gre lahko narobe, tako da več je treba tudi poudarka dati pri nadzoru kvalitete in pa sami izvedbi. Ne? Ja. Zdaj, ko nekdo pride v vašo restauracijo, tvojo restauracijo, no? Sva rekla, da se bova tikala, en kup viteških oklepov, mečev, sulic, neke srednjeveške opreme, no? Kakšna tematika za tem? Ja, seveda, ena lepa družinska zgodba je odzadaj, se pravi, zgodovina naše kmetije sega kar dosti nazaj, od leta 1748 do danes imamo celotno zgodovino družine napisano. Valvazor je upodobil našo kmetijo tudi v Bakrorezu in pa na našem posestvu je Valvazorjev lovski dvorec. Gospod Golec je zgodovinar, ki je njegova diplomska naloga je bila, da razišče zgodovino Čopove dediščine in 13 rodov imamo že popisanih, ki prihajajo iz naše kmetije. Na 5 let imamo srečanje Čopove družine in ja, lansko leto je bilo tisto 5. leto in spet smo se dobili na enem družinskem kosilu, tako da približno tam 250 do 300 se nas zbere na družinskem kosilu. Na teh kosilah kuhate vi? Ja, seveda. In lepo je videti, kje imaš žlahto, se pravi po svet, ker pride tudi iz tujine in iz Francije in iz Kanade in tako naprej in oni pa vidijo, kje imajo svoje korenine. Malo so se seveda tudi te vezi pozgubile s tem, ko starejše generacije odidejo. Seveda se moramo tudi mladi malo bolj povezati, pa da vemo, od kje prihajamo in tako naprej. Hkrati pa potem delamo tudi iz tega vidika razne grajske postrežbe z originalno opremo, z čašami, ki so ročno narejene iz črne gline, do recimo jušni, ki so narejeni iz gline. Potem imamo zajemalke za juhe, ki so izrezane s konjsko glavo, ročno narejene lesene žlice. Prilagajamo seveda tudi opremo ostalo in pa uniforme so temu prilagojene, da spadajo v našo časovno obdobje, naše zgodovine in to je nekaj lepega, da imaš še neko zgodbo odzadaj, predvsem pa, da ne pozabimo, od kje prihajamo. Točno tako, se popolnoma strinjam, da je zgodba zelo pomembna. Ja. Zdaj, rekli ste, da imate tudi catering in mogoče ena najbolj znana lokacija ali pa kira vam je najbolj ostala v spominu, kjer ste delali? Ja, Bruselj je bil zanimiv, no. Šli smo predstavljati našo zagorsko lepo dolino in orleki so šli zraven, čudovite zgodbe iz avtobusa, kako sem malce pripravljal na postajališču za njih in kako smo se presmejali. Druga stvar je bila pa, da sem bil zelo omejen, ko sem
kako greš noter v kuhinjo, se pravi, vse pregledajo in papirje in opremo in eno in drugo. V Bruslju, v Evropskem parlamentu. Tako, Evropski parlament in par stvari sem želel pripraviti, da jih dam probati, določene stvari, sploh nismo mogli gor palati, smo mogli tam kupovati in pa kuhinjo sem mogel prilagoditi, prav spomnim se, da sem rekel, ok, bom naredil naše zasavske konce, prekejene klobase v čebulnem testu, in potem jaz naredim testo in vse in po celi kuhinji sem valjar iskal in nisem ga najdel, ljudje me niso razumeli noter, angleško je redko kdo sploh govoril in no, potem sem tam našel, mislim, da eno Rusinjo, da sem mi rekel, da naj mi da nekaj okroglega in potem sva našla steklenico od vina, da sem lahko steklenico od vina dejansko razvalil testo in vse skupaj speljal, ker smo bili časovno tudi omejeni, kdaj se sam dogodek začne in to je bi mogli vse izgledati lepo in tako naprej. In zanimivo je bilo tudi, ko so zavohali, ko so videli to hrano in na koncu ni niti dekoracije, ni bilo več na krožnikih, to me fascinira. To je bila zanimiva stvar in pa recimo en zelo velik projekt mi je bil prvi svetovni dan čebelarjev v Žirovnici. 2400 ljudi smo stregli porcijsko na krožnike, glavno jed plus 2400 sladic, hkrati smo pripravljali še za 400 obiskovalcev jedi žara in pa mislim, da je bilo nekaj čez 200 teh ljudi, ki so bili operativci, ki so usmerjali promet, skrbeli, da vse poteka gladko in smo še eno lončico za njih pripravljali. Tako da ja, hkrati je bilo doma še polna gostilna in mislim, da sem zelo malo spal v parih dnevih, ampak projekt izpeljan na nivoju. V 1:20 smo postregli vse ljudi s hrano in to je bil za mene en velik dosežek in tudi en fant se pri meni učil in je potem šel to raziskovati in pa preračunati in on je nekako prišel do zaključka, da smo na 3 sekunde delali krožnik, ki je šel ven iz kuhinje, 6 razdelilnih linij je bilo vmes, jaz sem samo skrbel, da je vsega dovolj, da je vse postavljeno tako, kot mora biti, da gre vse toplo ven, ekipe imamo pa, se pravi, naše zaposlene in pa zraven je prišla tudi gostinska šola, iz Zagorja mi pomagati in profesori, vse smo spalali tako, kar je mogel biti, ker če si tisti, ki je odgovoren za hrano, hkrati moraš iti pa zraven še na oder, pred tabo stojijo politiki in pa vsi tisti, ki so ti naročili, se pravi, ta catering, ki so plačniki tvoji, za njimi pa seveda vsi tisti, ki to jejo, moraš biti kar precej prepričan vase in pa, da bo izdelek dober bil, da si pripravljen se pokazati pred množico, jih pozdraviti, jim dati roko, predstaviti jedi, tako da to mora kar štimati. Velika odgovornost, velik stres. Definitivno, bi rekel, ja. No. Ampak zanimive te zgodbe, no, cateringa, tako po Evropi, v Sloveniji, ogromni dogodki. Ja. No, pa greva zdaj še malo na vašo kuhno. Ja. Jaz sem opazil, da vaša kuhna združuje neke klasične slovenske jedi, ampak nek modern pridih zraven. Ja. Odkje je prišla ideja za to? Po bistvu niti ni bila tako ideja, iz tega sem izhajal. Od začetka sem vprašal, Lojzi, kako pa imaš ti kuhinjo, sem neko domačo, slovensko, sezonsko, prav si modern, nisem nič modern, za mene je še vedno najlažje, da funkcioniram s krajem, da funkcioniram z ljudmi, ki jih poznam, ali so to lovci, ali je to nekdo, ki ima zajce doma, ali je to nekdo, ki ima svinjino, ali je to nekdo, ki nabira borovnice, ali nekdo jurčke parnese, ali tako naprej. Se pravi, imate lokalno vse? Če se le da, ne moreš vedno na število ljudi, ki jih imamo, ne moreš vedno zagotavljati, da boš to, se pravi, da bo toliko surovin, ki jih bojo prišli v tvojo kuhinjo, da jih boš lahko dal naprej. Hkrati imamo še večje dobavitelje v ozadju, s katerimi se moramo pokrivati za tiste dneve, ko mogoče imajo, ker en kmet, ki ima nek dober material, tega nima veliko. In tudi meso, ki ga velikokrat vzamemo, rečejo, a je bio, a je eko, pa si mislim, pa ne bo se nekdo ukvarjal s temi certifikati, ki ima 5 glav živine. Ja. Zato, ker je premajhen, ker se ne zna s tem ukvarjati, on zna lepo skrbeti za živali, zna lepo skrbeti za kmetijo in daje tisto najboljše, kar lahko meni. Jaz pa dajem to najboljše svojim gostom. Tako da je neka zmagovalna kombinacija
za celoten krog in za tistega, ki surovino priskrbi, za mene, ker imam res dobro surovino, s katero lahko nekaj pripravim, in pa seveda tudi za gosta. Vemo tudi danes, da je ogromno bolezni rata. Kot kuharji se srečujemo z omejitvami, ki nam jih dajejo gosti. Ne smem glutena, ne smem laktoza, ne smem oreščkov, ne smem jagod, ne smem tega, ne smem unga. In veliko tega je zaradi tega, ker je hrana tako procesirana in dodano je toliko kemikalij, in če se le da, izogibimo se tega. Slovenci imamo izredno srečo. Če mislite, da nimamo Slovenci dobre hrane, bi mogli iti po svet in bi mogli videti, kakšno srečo imamo, kakšne ljudi imamo še okrog sebe, da lahko dobimo. In pa Slovenci seveda izstopamo tudi po tem, da imamo svoje vrtičke. Ne. So celo tukaj zagnani, da nekateri tudi na balkonu imajo določene sestavine, pa ni važno, tudi če so samo začimbe, samo jagode, neka malenkost, ampak potem Slovenci izstopamo in ponosni moramo biti na to. Obdelajte svoje površine, dajte noter, ni lepšega občutka, kot iti pa nekaj spult ven iz zemlje, ali pa nekaj odstrgati svojega, ali pa je, če to eno jabolko, ali pa nekaj tacga, pa iz tega nekaj pripraviti. Tako da tukaj jaz vidim eno tako prednost, zelo veliko prednost Slovenije. Točno tako, se popolnoma strinjam, in ta vaša vpetost, tvoja vpetost v lokalno okolje je tudi meni zelo všeč, kako sodeluješ z vsemi, ker poznam po podkomu, vsi te pohvalijo. Ja, vesel sem, pa niti ne rabim, da me hvalijo. Veliko mi pomeni, da ko nekaj potrebujem, da mi vsi priskočijo na pomoč, hkrati pa se zavedam, da je to neka vzajemna kombinacija. Če bo nekdo drug nekaj potreboval od mene, ali je to neka oprema, ker ima piknik doma, ali je to neka usluga, da se mu nekaj pripelje s kombijem, ali pa ne vem kaj, ali pa da bo pri meni nekaj naredil, da mu ustrežem na kakršenkoli način, se bom potrudil. Ker vsem je to potem lažje funkcionirati in s krajem in tako naprej. In ponosen sem na svoj kraj, ponosen sem na Podkom, predvsem pa na ljudi, ki jih imam okrog sebe. Kadar nekaj rabiš, to dobiš. Super, zelo lepo to slišati. Greva zdaj še midva malo naprej. Kot kuharski mojster, Ja. kaj bi rekel, da je najbolj zanimiva jed, ko ste jo kdaj pripravili? To je pa kar eno tako težko vprašanje, ampak mogoče medvedove šape. Oči je lovec, tako da v plenu je medveda, in vedno sem imel željo, da bi nekaj naredil. Čeprav moram reči, da sam izgled teh šap ni najbolj privlačen. Ampak želel sem si pa to pripraviti, ker sem rekel, ok, če to nekaj, kar je oče v plenu, želim neki svoje znanje noter vključiti, in pripravil sem na gradu Bogenšperk, smo imeli močen catering v grajskem stilu, in takrat sem pripravil te medvedove šape in to je izpadlo fenomenalno. Pri predstavitvi in pa seveda z veseljem so jih tudi poskusili in pa pojeli. Zanimiv, medvedove šape, to še nisem sploh slišal, da se da pripraviti. Kaj pa je jed, ko bi rekli, da jo najraj pripraviš? Kot učenec, kot vajenec sem zelo veliko baziral na meso. Zelo obožujem meso, seveda ga rad vkomponiram z sezonsko zelenjavo, in karkoli je povezanega z mesom, z različnimi obdelavami, tehnikami, obožujem. Hkrati sem se pa zadnjih par let zelo intenzivno tudi poglobil bolj v mesarske vode, mogoče tudi moj star oče je bil mesar, in rad pripravljam tudi šunke za veliko noč, rad pripravim špeh, bržole, suhe klobase, tudi probavam različne stvari s salamami in tako naprej. In vse, kar je v kombinaciji z mesom, uživam v tem, hkrati
pa obožujem devati sezonsko hrano nasploh na krožnik in zdaj, ko je pač pomlad, vsi smo veseli, ja, prvi drobnjak ven zraste, če imaš, pride ven iz zemlje, potem so špargli, nadaljuje se to z jagodami in tako naprej in regrat seveda. Ja. Slovenci smo znani po regradu in dober špehov regrad z krompirjem in tako naprej. To je tisto, kar me navdihuje in pa mi daje en tak zagon, veselje in pa seveda tudi neki tak lep poslanstvo, ki ga lahko predam ljudem. Super, super. Lepo te je slišati govoriti s tako vnemo, s takim veseljem. Jaz pravim tako, no, jaz sem takšnega prepričanja, karkoli delaš, delaj dobro. Vsako delo je zahtevno, čeprav si včasih misliš, če bi pa to delal, to je pa čisto preprost. Vsako delo zahteva svojo specifiko in to je treba spoštovati. Vsakega, ki je mojster svoje obrti, pa ni važno, kaj dela. Jaz sem se takrat odločil, da bom to delal. Seveda, mogoče me že kakšna stvar malo odmika včasih od kuhinje, pa pogrešam to zato, ker če si pač direktor neke firme, moraš skrbeti za plače zraven, hkrati se meniš za dogovore, za poroke, za menije, z dobavitelji si v kontaktu, treba je skrbeti, da vse funkcionira, da so takrat, ko gosti pridejo, mora se vse poklopiti, ker tudi naziv kuharski mojster nekomu, ki pride k tebi v gostilno, ne pomeni nič, če ti dan ni jedel dober. Ne? Še vedno nismo roboti, ja, naredimo kakšen kiks, ampak če si človeški, če to iskreno poveš, če to popraviš na ta prav način, se potrudiš za gosta, mislim, da če daš vse tisto noter, kar si lahko naredil, ja, potem je en tak res dober občutek in čeprav je veliko ur, truda, dela noter, ko ti nekdo pride pa ti reče, ne bi si mogel zaželeti lepše poroke ali lepšega Abrahama ali neke izvedbe ali nekega maturanca, ko narediš, perfektno je bilo, zrasteš noter, to ti je nagrada, noben denar ti ne more dati to, kot eno tako zadovoljstvo ljudi. Lepo to slišati. Greva še malo druge vode pogledati, no, Okay. kako naj rečem. A dobite mogoče kdaj kakšno inspiracijo od tistih svetovno znanih kuharjev, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, ali se držite pač res samo lokalnega? Pa dobim predvsem kakšno idejo. Velikokrat sem rekel, da jaz lahko inspiracijo dobim v pizzeriji, lahko jo dobim v čisto preprostem kmečkem krožniku, kar je močenk ali pa nekaj takega. Ni mi važen mi je, da se nekaj takrat utrne v te, pa si rečeš, ok, to pa bi lahko jaz kombiniral, pa mogoče malo drugače zasukal svojimi tehnikami, svojo pripravo in pa recimo zaznavanjem, ker jaz, ko sestavljam jedilnik, prvo kot prvo je vizualiziram že to v glavi in pa hkrati okušam. Ne znam to čisto povedati, ampak recimo, ko si zamislim, kako bojo jedla skupaj, si predstavljam, kako bo neka sladkoba, grenkost, kislost, teksture, kako bojo šle skupaj in pa tudi, kako bo krožnik izgledal, kaj moram še dodati, da bo vizualno privlačen in pa da ne bo odstopan pri okusu. In to mi je zanimivo, da lahko gledam čisto preprosto kuharsko oddajo. Res pa je, da zadnje čase dosti gledam tudi stare posnetke. Jacques Pepin je en francoski kuhar, ki je v Ameriki zaslovel tudi s kuharskimi oddajami. Sedaj na starejša leta pa dela zelo preproste jedi. In tukaj noter vidim, kako govori od teh preprostih jedi, ki ne potrebujejo nekih zapletenih postopkov in tako naprej, ampak samo predstavitev in pa prava kombinacija jedi, prava sezona. In to je perfektno. Včasih je tista jed ali pa sestavina, ki jo imamo v hladilniku in pripravljeno nekaj tega z veseljem, z dušo, največ, kar lahko ponudimo. Tudi moderne restauracije velikokrat pripravljajo, toliko je tekstur na krožniku, olja, pene, kreme, pireji, meso na takšen drugačen način, prahi, ki se posipavajo, čez in tako naprej. Povprečen človek tega ne more zaznati. In tudi sam sem mnenja, da jaz ne devam več kot recimo 5 komponent na krožnik. Če so to 2 vrste mesa, 2-3 prilogice, omaka, če si ni to. Ker ko ti eden govori zgodbo,
5-10 minut od tistega krožnika, ki je tam, in pa potem probaš, pa ne moreš ti to zaznati. In včasih to se mi zdi, da je malo pretirano. Bolj se mi zdi bistveno, da daš dobro sestavino, na dober način, lepo vizualnost gor in ne potrebuješ toliko neke, ko pa jaz vem, no, afnanja. Po domač povedan, bistvo je še zmeri dober okus, ker konc koncev, ko vse napacaš gor in da se to zmeša, se mi zdi včasih, da je kar pretirano. Super, zelo izčrpen odgovor. Zdaj pa en kratk odgovor. Okay. Kaj je vaša najljubša jed po svetu? Ne v Sloveniji, ampak po svetu. Tako da bi šli v restauracijo, bi si naročili v tujini nekje. Predvsem sem ljubitelj rib, čeprav morskih stvari jaz v gostilni ne pripravljam, zaradi tega, ker smo tudi pod okriljem Gostilne Slovenije in baziramo na sladkovodni ribi, se pravi letos smuč, som, postrv, žabi, kraki in tako naprej. Ampak samo neka dobra, sveža ulovljena riba, čist na preprost način, na gardele, na žerjavci. Se pravi, obožujem naravne vire kuhanja, oglje, drva in tako naprej. In če bi si nekaj izbral čim bolj preprosto, dobra sestavina, sploh ne rabi nič drugega kot neko sol za zraven. In to mi je perfektno. Se pravi, velikrat ne rabiš preveč komplicirati, niti z začimbami, niti z vsem ostalim, če imaš dobro sestavino. Super. Greva še tale vprašanje. Ja. To sem čakal zdaj cel čas. Okay. A so še kakšni dodatni plani za hišo domačih okusov Prčop? Imate catering, poroke, glamping, pošto, trgovino? A je še kaj, kar si želite v prihodnosti narediti? V bistvu moram reči, da snemanja so mi zanimiva, zelo rad pripravljam stvari pred kamero, da ljudem predvsem dajem ideje in pa jim olajšam mogoče kakšno kuharsko stvar in pa da jim kakšen trik povem, kako to čim bolj izpeljati. To mi je recimo še želja, da še kakšno stvar snemam, posnamem in da še sodelujem s televizijami. V osnovi mi je pa tudi bistveno, da ljudje vejo, kam pridejo, da včasih imajo kar pričakovanja, ker sem na televiziji, da prihajajo v high class restauracijo. Jaz to nisem. Moja gostilna to ni. Mi baziramo kot neka dobra, pristna slovenska gostilna, s pošteno hrano, dosti količinsko, da se boš najedel, predvsem pa tudi, da gosta ne udarimo po žepu. In pa željo imam v prihodnosti, da to nekako še vzdržujem. Ker vedno rečejo, podjetje gre gor, pa dol, pa gor, pa dol. Mi smo šli zdaj, recimo 10 let smo napredovali, smo prišli do neke določene prelomnice z odplačilom kredita, da smo si vse skupaj naredili eno lepo zgodbo, da imamo lepo število ljudi, ki nas obiskuje in prihaja k nam iz cele Slovenije, ogromno tudi iz tujine, ki razne podjetja pripeljejo svoje goste ali pa svoje sorodnike, ko pridejo na obisk v Slovenijo. In to mi je najlepše, kar je lahko. Nekako vzdrževati in pa zadržati svoje zaposlene. Ker danes je zelo velik problem s kadrom v gostiščih. Mi zaenkrat imamo krasne zaposlene in v tem delu bi se tudi njim zahvalil, ker zelo je pomembno, ko prideš v gostilno, da je WC čist, da je gostilna čista, da so zaposleni urejeni in šele potem pride hrana na vrsto. Ja? In da to se vse nekako ponaredi, je potrebno delo ogromnih ljudi, ne? Se pravi, tisti, ki so v zaledju, so prav tako pomembni, kot jaz, ko pridem do mize pa predstavim in rečejo, Lojze, dobro si naredil, pa pravim, jaz imam tako dobre zaposlene, da moram njim reči hvala, da to vse steče tako, kot mora steči. Ok, pa za konec mogoče kak ta kuharski nasvet za domače kuhne, za naše gledalce? Mogoče tisto, kar sem prej rekel. Ne rabite komplicirati preveč, če imate dobro sestavino, je preprosta stvar najboljši izpade. Hkrati pa kdaj kaj novega probati, ker jaz isto svoje otroke učim, ali pa otroke, ki pridejo k meni na kuharski tečaj, poskusi. Nikoli ne veš, kdaj te bo ena stvar presenetila. Ne? Pa otroci me malo čudno včasih gledajo, pa jim rečem,
A se veš, ne, če ne bi bombona nikoli probil, tudi ne bi vedel, da je dober. Ne. Tako da poskusi, mogoče ti bo pa všeč. In pa predvsem tvoje reakcije so zelo pomembne, ko učiš otroke, da jim rečeš, to je super, to je dobro, ali pa da jih mogoče malo na finto daš, pa jim rečeš, se ne vem, a bi ti dal probati, ker je tako dober, ker najbrž mi boš vse pojedel, ne? In potem dobijo veselje, ali pa da že med kuhanjem rečeš, prid sem, poglej tole, le kako diši, le kako vre, in tako naprej, da dobijo veselje, da poskusijo nove stvari. In tudi nam je včasih treba iti iz cone obdobja, kakšno stvar na novo probati, predvsem pa hrano spremljati, pa ljubezen noter dati, ker energija se definitivno čuti v vsem, kar delaš. Isto je pa tudi v kuhinji. Če nekaj delaš s srcem, če spremljaš, če gledaš, tudi neka receptura, če se točno določeno stvar držiš, ni vedno ista. Ni moka ista, ni temperatura ista, ni vlaga v zraku ista, testo ne vzhaja enako, včasih ti kje skupaj pade, včasih je žival starejša, mlajša in tako naprej. In temu se moraš prilagajati, spremljati sestavino in pa prilagoditi, da na koncu dobiš tak izdelek. Tudi če nekaj piše, pa če veš, da je nekaj bolj prav, narediš po svoje, ker konec koncev je to za tebe. Narediti tisto, kar tebi paše. Super, hvala. To pa je to. Zmanjkalo nam je časa. Ja, hitro je bilo okrog. Hvala za povabilo, hvala gledalcem. Predvsem pa skuhajte kaj dobrega, dajte ljubezen v hrano in pa uživajte. Hvala za tvoj obisk, pa lep večer našim gledalcem še naprej. Res je.